Pozdravljeni v prvi letošnji oddaji Aktualno na GFML. V novem šolskem letu bomo oddaje popestrili z novimi rubrikami, veselimo pa se tudi dela v studiu. Julija se je veselila 51. generacija maturantov, ki so nadvse uspešno zaključili šolsko leto in s tem tudi šolanje na GFML. Vedno znova se dijaki srečajo z različnimi izzivi, ki jih tako ali drugače prikažejo v luči, s kakršno so sijali na gimnaziji. Eden izmed njih je tudi matura. Kot vsaka pomembna prelomnica v življenju, tudi ta predstavlja trud in znanje, ki so ga dijaki vložili oziroma pridobili v 4 letih šolanja. V ponedeljek 11. julija so maturantje izvedeli rezultate mature. K splošni maturi na spomladanskem roku je pristopilo 107 dijakov gimnazijskega programa in vsi so maturo opravili uspešno. Prav tako je bilo uspešnih vseh 47 dijakov programa predšolska vzgoja, ki so opravljali poklicno maturo. Povprečno število pridobljenih točk je bilo 21, kar je krepko nad državnim povprečjem. Uspešne so bile tudi 4 kandidatke maturitetnega tečaja. Matjaž Rantaša iz Radencev, Eva Rotar iz Turnihča, Katja Vrš iz Beltincev ter Primož Slekovec iz Svetega Jurija v Pčavnici so postali zlati maturantje. Urška Holer iz Gornje Radgone in Nika Klobasa iz Radenec pa sta dosegli vse možne točke in postali diamantni maturantki. Še isti dan zvečer so na slavnostni prireditvi na glavnem trgu v Ljutomeru vsi prejeli zaslužena spričevala. Navdušenje nad uspehom so dopolnili spomini iz prvih let na GFML, zabava in rajanje pa sta se nadaljevala še pozno v noč. Da bi prišel gorno, mislim, hvala. Time when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go and see what you can find. We're not mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Po uspešno zaključeni maturi želimo vsem dijakom, da v študentsko leto zakorakajo samozavestno in da uresničijo svoja pričakovanja ter cilje, ki so si jih zadali. Konec poletja je potekal jezikovni in raziskovalni tabor, katerega so se lahko udeležili učenci bližnjih šol, ki jih zanimajo jeziki in raziskovanje nasploh.
Čeprav je treba povsem izkoristiti še zadnje dneve poletnih počitnic, pa marsikdo že razmišlja o začetku novega šolskega leta. Tako smo za vse radovedneže in neustavljive lovce na znanje konec avgusta na GFML-ju pripravili veliko zanimivih delavnic. Udeležili so se jih učenci 7. in 8. razredov. Učenje so popestrili z rekreativnim popoldnevom in poldnevno strokovno ekskurzijo po Prlekiji, ki je bila namenjena temu, da spoznajo geografske, zgodovinske in kulturne značilnosti pokrajine na desni strani reke Mure. Tako učenci spoznajo delo na GFML-ju, se na privlačen in dinamičen način naučijo obilo novega ter obenem spletajo veliko prijateljstev. In morda se potem lažje odločijo za šolanje na gimnaziji v Ljutomeru. Raziskovanju pa smo namenili tudi zadnji petek v septembru, ko smo že drugo leto zapored kot edina srednja šola v Sloveniji sodelovali v noči raziskovalcev. Na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer smo v okviru vseevropskega projekta Noč raziskovalcev, ki je potekal pod sloganom Znanost za življenje, skušali popularizirati poklic raziskovalca. Raziskovanje je v bistvu tudi moje delo, ampak hkrati delo, v katerem tudi me veseli, uživam, vidim neki izziv. Projekt je skozi vrsto različnih aktivnosti udeležence ozaveščal o družbeno pomembni vlogi raziskovalcev, o pomenu znanosti in njenem vplivu na vsa področja človekovega bivanja in delovanja. Ne bo noč raziskovalcev kot ne muha in dnevnica, če se malo poigram z besedami, ampak da bo to, če bo to neko kontinuirano delo, in kot vidim, tukaj se na gimnaziji v Ljutomeru to dejansko dogaja, mislim, da bo to dejansko imelo nek učinek, vsaj dolgoročni, in zato verjamem, da bo to imelo svoj uspeh. Obiskovalci dogodkov smo imeli izjemno priložnost spoznati različne vidike atraktivnega poklica raziskovalca znanstvenika, ki prav tako odpira vrsto kariernih možnosti in priložnosti. Sedaj prihaja tisti čas, ko se generacija izmenjuje. In vsakim letom dobivamo vedno mlajše sodelavce, tako da smo zelo ponosni na naš podmladek in seveda se želimo čim več mladega kadra, zanimivih ljudi dobiti tudi med naše zaposlene. Spoznavanje raziskovanja se je pričelo v proizvodnem obratu Radenske. Po eni strani si z raziskavami, z rezultati raziskav dvigujemo imidž, ljudje nam bolj zaupajo in tudi imamo že kar pozitivne izkušnje. Veliko raziskav smo že opravili, tako kliničnih študij glede vpliva pitja naravnih mineralnih vod na telo. Ravno tako delamo raziskave v smislu uporabe določenega tehnološkega postopka. V vrtcih v Ljutomeru in v Cezanjevcih so risali s 3D pisalom. Otroci uživajo v delu, vedno imajo radi kaj novega, tudi mi pa smo odprti za nove dejavnosti, za izzive in tako je tudi naravnan naš letni delovni načrt oziroma celotno naše delo skozi vse šolsko leto. Na osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer in na osnovni šoli Cezanjevci je bil predstavljen zdrav življenjski slog. Merimo vsebnost sladkorja v pijačah v 1 litri ali pa 100 mililitrih. Ugotavljamo, ko so vrednosti sladkorja v pijačah zelo velike. Na glavnem trgu v Ljutomeru so prisotni lahko preučevali človeški glas in spoznavali znamenitosti mesta Ljutomer ter se ustavili v Evropskem kotičku, v nakupovalnem središču Jager pa so si lahko ogledali oddaje Znanost ima mlade ter film o doktorju Francu Miklošiču. V galeriji Ljutomer je poleg razstave potekala predstavitev nagrajenih raziskovalnih nalog dijakov GFML. Na razstavo smo povabili 3 naše bivše dijakinje. Ena je že doktorica znanosti, kemije. Našim dijakom so odgovarjali na vprašanja, kako se lotiti raziskovanja, kako izbrati temo in pa na kaj morajo biti pozorni, kje je ponavadi najtrši oreh v tem dolgotrajnem procesu. V predavalnici Zdravstvenega doma Ljutomer pa so obiskovalci lahko prisluhnili zanimivemu predavanju. Danes je tekla beseda o ADHD-ju, torej motnji pozornosti s hiperaktivnostjo, od epidemiologije pa do tega, s čimer sploh zdravimo, kako pogosto se pojavlja, kakšne je v svetu, kaj smo v Sloveniji raziskali in tako dalje.
Na šoli so imeli priložnost prisluhniti predavanju o tujerodnih invazivnih vrstah v Pomurju. Na kak način se širijo, kakšno škodo povzročajo, kako jih prepoznati, kako ravnati, če pridemo do njih v tem smislu. Sledilo je predavanje o čiščenju odpadnih voda. Tako da sem mladim poskušala predstaviti, zakaj je pomembno, da ščitimo okolje in zakaj je pomembno, da odpadna voda kot taka iz gospodinjstev recimo ne gre direktno v reke, jezera, potoke in v naravo. Zakaj je potrebno prečistiti. Dijaki so spoznavali 3D tehnologijo, za konec pa so lahko prisluhnili udeležencem okrogle mize, na kateri so razpravljali o vlogi raziskovalca in pomenu raziskovalnega dela v vsakdanjem življenju. Se mi zdi zelo pomembno, da znanost postane, tudi da si večkrat s tem izrazom polnimo usta, recimo multidisciplinarna ali interdisciplinarna, ampak mislim, da v tej smeri moramo nekako delovati, da se discipline med seboj povezujejo, od tehnike do humanistike in znotraj samih seveda teh disciplin. Večkrat je to samo lepe želje in to potem v prakso konkretno spraviti je seveda težje, ampak se mi zdi, da bomo od tega vsi imeli korist, če bodo nekatere, humanistične discipline bolj praktične in recimo tehnične bodo na nek način šle, kot je prej povedal kolega, out of the box, v bistvu razmišljati izven teh utečenih okvirov in to je prav tako humanistika nekako omogoča razmišljati izven nekih ustaljenih okvirov. V okviru projekta pa je potekal tudi literarni natečaj, na katerem je nagrado za pesem Raziskovalec bom prejel An Julijan Fujs, učenec osnovne šole 2 Murska Sobota. Zakaj vsak dan sonce vzhaja, ko luna v posteli zaja? Zakaj nebo v barvah žari, ko v dežju sonce se smeji? Zakaj žabe so zelene, včasih modre in tudi lene? Zakaj babica moja mila trpi za bolezen brez zdravila? Zakaj moj dedek več ne spomni se, kaj vse danes doživel je? Želim, da babica bi ozdravela in dedek spet spomin dobil. Zato raziskovalec bom postal in odgovore za lepši svet iskal. Na GFML ohranjamo tradicijo sprejemanja dijakov prvih letnikov. Seveda v želji, da ta dan vsem ostane v prijetnem spominu, to počnemo na zabaven, dostojen in spoštljiv način. Na GFML ohranjamo tradicijo sprejemanja dijakov prvih letnikov. Seveda v želji, da ta dan vsem ostane v prijetnem spominu, to počnemo na zabaven, dostojen in spoštljiv način. Tako smo tudi letos prvošolci tekmovali v različnih igrah in pridobivali točke, med seboj smo se dodobra spoznali in vsekakor zelo zabavali. Sestavili smo celo krajšo pesmico in naredili lastno maskoto. Nasmejali smo se ob tveganem prenašanju vode s slamico in čez glave sošolcev, ob teku v parih, plesu na omejeni ploskvi, pokanju balonov in nekakšnem zadržanem osvajanju novih razrednikov. Strokovna žirija tretjih letnikov je marljivo seštela točke in ob koncu razglasila razred najfazanov šolskega leta 2017-18. Najuspešnejši smo bili dijaki prvega D razreda umetniške gimnazije. Ob koncu je sledila še slovesna prisega in tako smo bili simbolno sprejeti v dijaško skupnost naše nove šole. Posvetil svoje življenje ljutomerski gimnaziji. Prisegam, da ne bom delal gneče v vrsti za malico. Da pa lahko zdaj čisto zares izkažemo svojo pripadnost šoli, so nam starejši dijaki naslednji dan podarili šolsko majico in kravato. Konec drugega šolskega tedna smo se dijaki prvega letnika udeležili socializacijskega vikenda v Veržeju. V Marjanišču smo z namenom spoznavanja, povezovanja in predvsem vključevanja v novo okolje z novimi sošolci preživeli 2 nepozabna dneva. Sobivanje s sošolci, razredniki in pedagoginjami so nam popestrile številne dejavnosti, ki so obsegale igre spoznavanja, medsebojnega razumevanja, utrjevanje razredne skupnosti in splošne socializacije. Zaupali smo si strahove in pričakovanja v povezavi s šolanjem in vsem, s čimer se bomo srečali v prihodnjih letih na tej gimnaziji. Imeli smo možnost spregovoriti o tem, kakšna naj bi bila pravila znotraj razreda in izraziti svoje želje o omenjeni tematiki. Po teh dopoldanskih delavnicah smo preživeli športno popoldne s pohodom po okolici in večerno druženje z raznovrstnimi dejavnostmi.
Naslednji dan je bil, za razliko od prejšnjega, namenjen analiziranju naših preteklih doživetij šolanja. V skupinah smo si izmenjali izkušnje in priporočila glede uspešnega učenja. Vse te dejavnosti nam bodo služile pri ustvarjanju osebne mape učnega in osebnega napredka, ki jo bomo skrbno dopolnjevali skozi vse šolsko leto. Obiskali so nas tudi tutorji, ki so z nami podelili marsikateri nasvet glede šolanja na gimnaziji Franca Miklošiča in s tem prebili strahove, s katerimi smo se dijaki soočali pred začetkom šolskega leta. Oko besede je literarni festival, ki povezuje ustvarjalce slovenske mladinske književnosti. Oko besede nam je tudi letos ponudilo priložnost za živo druženje z mojstri slovenske leposlovne besede. Tokrat nas je s svojim neposrednim, živim in svojevrstnim pristopom do pripovedovanja pravljic razveselila mladinska pisateljica, pravljičarka in publicistka Irena Cerar. Dijakom 3. letnika predšolske vzgoje je pripovedovala 3 zgodbe iz bogate ljudske zakladnice in poslušalci smo ugotovili, da ljudske pravljice res nikoli ne bodo romale pozabo. Predstavil se nam je tudi dr. Ambrož Kvartič, ki je svoje pripovedovanje usmeril v urbane legende. Dijaki 2. B in 2. C so pobliže spoznali slovenska pisatelja Bredo Smolnikar in Frančka Rudolfa, ki sta se jim predstavila z branjem svoje literature. Spregovorila sta tudi o svojem otroštvu in mladosti, ki jo zaznamujejo lepi spomini. Skozi besedo gostujočih ustvarjalcev smo tako dobili svež in globlji pogled v moč besede in človeške ustvarjalnosti. Prleško prestolnico že 140 let zaznamuje bogata tradicija kasaštva in to tradicijo spoštujemo tudi na GFML. Ljutomer je mesto filma, vina in konjev. Prleško prestolnico že 140 let zaznamuje bogata tradicija kosaštva, saj je domači kosaški klub najstarejši na Slovenskem in drugi najstarejši v Evropi. Tudi GFML spoštuje dediščino in že vrsto let sodeluje pri organizaciji kosaške dirke za nagrado gimnazije Franca Miklošiča. V dirki sodelujejo nekdanji dijaki naše šole kot dirkači, trenerji ali lastniki konj. Na 4. kosaški dirki za kipec dr. Franca Miklošiča, ki se je odvijala v nedeljo 10. septembra na Ljutomerskem hipodromu, je zmagal Mitja Slavič s kobilo Vanila MMS s kilometrskim časom 1:17:5. Drugi je bil Marko Slavič mlajši s kobilo Izabela II. Tretje mesto pa je zasedel Davorin Puhar s konjem Taksi NP. Marko je dobil lansko leto, jaz se pravi 2 leti nazaj, tako da ta kipec ima pri nas sigurno posebno mesto, kajti vseeno so to bila obdobja, ki ti mora v življenju največ pomeniti in zmeraj se lepo spomniti na ta čas, se pravi gimnazijski. 26. september je Evropski dan jezikov. In ker vemo, da nas znanje jezikov bogati, smo to dragoceno vrlino dijaki GFML skušali tudi letos približati mlajšim. 26. september je Evropski dan jezikov. In ker vemo, da nas znanje jezikov bogati, smo to dragoceno vrlino dijaki GFML skušali tudi letos približati mlajšim. Željo, da otrokom predstavimo nekaj mednarodnih jezikov, ki se jih učimo na GFML, smo ta dan pripravili številne delavnice v športni dvorani. Skozi igro in z raznimi pesmicami ter plesi so se tako predstavila naša materinščina, angleščina in nemščina. Gimnazijci pa so najmlajše zabavali tudi svojim znanjem ruščine, španščine in francoščine. Nismo pa pozabili tudi na slovenščino. Otroci iz vrtcev so poslušali slovensko pravljico, ker moramo pač si priznati, da če smo v Evropi, je tudi slovenščina evropski jezik. Otroci so v učenju jezikov tudi zaplesali in se razgibali. Med drugim so se naučili pesmico Head, Shoulders, Knees and Toes, ter tako izvedeli, kako se v angleščini imenujejo osnovni deli telesa. Nato so to pesmico ponovili še v nemškem jeziku. Ta dan so besede kar deževale. Obiskovalci pa so se seveda pričakovanju odzivali različno. Večina jih je želela plesati znova in znova, nekaterim pa je koncentracija hitro padla, saj še nikoli niso slišali toliko različnih jezikov v enem dnevu. Torek v Ljutomerski športni dvorani je bil vsekakor razgibano pester, poučen in poln otroškega smeha. Vsako leto sodelujemo v Evropskem tednu mobilnosti in v ta namen so dijaki predšolske vzgoje pripravili številne aktivnosti za najmlajše.
Občina Ljutomer je v sodelovanju z našo šolo v tednu Evropske mobilnosti pripravila številne aktivnosti. Namen vseh teh aktivnosti je bilo ozaveščanje različnih ciljnih skupin, tudi najmlajših, v pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in čisto okolje. Ena izmed teh dejavnosti je bila izvedena v petek 22. septembra, kjer so dijaki in dijakinje drugega letnika predšolske vzgoje pripravili in izvedli 5 ustvarjalnih delavnic iz naslednjih področij: matematika, jezik, gibanje, glasba in likovna umetnost. Vanje so se z velikim veseljem vključevali otroci ljutomerskega vrtca. Naši dijaki so pri načrtovanju delavnic izkazali veliko iznajdljivost, kreativnost in inovativnost. Sami so namreč pripravili različne družabne igre, kot so prometni človek ne jezi se in prometni spomin. Največ priprav in dela pa so imeli dijaki pri pripravi poligona in sami vožnji otrok s poganjalčki skozi različne ovire, za kar je bilo največje povpraševanje in največja gneča. Naši dijaki so bili obiska teh otrok zelo veseli, kajti na ta način so pridobili nova znanja in izkušnje, ki jim bodo veliko pomoč pri njihovem bodočem poklicu. Zadnji teden septembra smo namenili zdravju, gibanju in športu. Da bi naši možgančki aktivneje delovali, smo se dijaki GFML 27. septembra temeljito razgibali in s tem hkrati okrepili naše telo. K omenjeni vadbi nas je dodatno vzpodbudil Evropski teden športa, ki je bil letos uvrščen v zadnji teden septembra. Glavna tema kampanje ostaja Bodite aktivni, njen cilj pa je vse ljudi spodbuditi k telesni dejavnosti, ne le med tednom športa, temveč vse leto. In da bi tudi mi prispevali košček k mozaiku zdravega življenjskega sloga in športne aktivnosti, smo se na začetku 4. ure popolnoma vsi izbrali v Šicu, kjer smo z opravljanjem raznih gibalnih vaj skušali počastiti tako šport kot telesno dejavnost. Za dodatno motivacijo in voljnega športnega duha sta poskrbela profesorja športne vzgoje, ki sta nam z nakazovanjem raznolikih gibalnih vaj pomagala pri pravilnejšem in učinkovitejšem izvajanju. Za še zanimivejše vzdušje pa je poskrbela najstniška glasba v ozadju. Naj pa tukaj omenim še tudi to, da vsaki dan v tem tednu izvajamo 4. šolsko uro tudi gimnastične vaje v razredih, kjer prevzamejo vlogo tega minute za zdravje tudi drugi profesori, kar je tudi zelo pohvalno. Po čem pa se vi spominjate srednje šole? Med drugim zagotovo po maturanskem izletu. Kot vsaka dosedanja generacija smo tudi mi komaj čakali maturanski izlet. 1. septembra smo se odpravili v Grčijo, zgodaj, a polni energije in pričakovanj. Pot do Beograda je bila vesela in naporna, nato pa smo z beograjskega letališča poleteli proti Solunu, kjer smo ostali 3 dni. V Meliki smo obiskali muzej antične zgodovine in mesto Pele, ogledali smo si grobnice družine Aleksandra Makedonskega. Sledile so meteore, ki so nas še posebej očarale. Naša naslednja postojanka je bila Kalambaka. 4. dan smo se s trajektom odpravili na Krf, kar je bilo še eno posebno doživetje. Na Krfu smo si 5. dan ogledali Sisijino palačo in samo mesto Krf. Zadnji dan pa smo obiskali krasno peščeno plažo v Sidari. Obiskali smo nekaj diskotek, preizkusili grško nočno življenje, uživali v pripetljajih, dogodivščinah in dobri družbi. Imeli smo se lepo, ob enem pa smo se pripravili na naporno šolsko leto, ki je pred nami. To pa še ni vse. Še ena novost letošnjega leta so kratke novičke, ki sledijo v nadaljevanju. Naše dijakinje in dijaki so na ekipnem prvenstvu v atletiki za srednje šole v Murski Soboti dosegli velik uspeh, saj so oboji postali prvaki Pomurja. Na naši šoli se je zbralo 22 nekdanjih gimnazijcev, ki so kot prvi na naši gimnaziji julija 1967 opravili maturo in tako letos praznujejo 50. obletnico. Dijaki drugega letnika programa predšolske vzgoje so obiskali Pikin festival v Velenju in edini otroški muzej v Sloveniji, Hermanov brlog v Celju. Najrazred preteklega šolskega leta 2D je eno izmed septembrskih sobot izkoristil za izlet v zabaviščni park Gardaland.
Dijaki 3A so že tradicionalno gostili prijatelje iz Dunaja na dijaški izmenjavi z Uršulinsko gimnazijo. Dijaki so ob 60-letnici obstoja osnovne šole Cvetka Golarja pripravili zanimive aktivnosti za njihove učence. Vsako leto GFML predlaga dijaka, ki v okviru vseslovenskega projekta odpotuje na Dansko, in letos je ta čast pripadla Niku Fariču. Dijaki programa predšolske vzgoje se aktivno pripravljajo na mobilnost, praktično delo v Veliki Britaniji. Oddajo smo začeli z raziskovanjem, pa jo s tem tudi končajmo. Sledi nova rubrika Minute za raziskovanje, kjer bomo vsak mesec predstavili eno izmed nagrajenih raziskovalnih nalog naših dijakov. Raziskovala sem sonce in sončeve pege. Ko v literaturi poiščemo podatke o soncu, so ti večinoma le našteti brez razlage postopka. Zato me je zanimalo, ali bi lahko sama izpeljala izračun vrtilne dobe sonca in sicer preko navideznega gibanja sončevih peg. Moj cilj je bil čim bolj nazorno in razumljivo prikazati izračun hitrosti navideznega gibanja sončevih peg po sončevi ploskvici, ki se pojavi zaradi rotacije sonca. Prav tako je bil moj cilj izračunati hitrost izbrane pege s pomočjo fotografij, posnetih iz Murske Sobote, in preko izračuna tudi določiti vrtilno dobo sonca. Izhajala sem iz 2 fotografij sonca, med katerima je bil časovni razmik 3 dni. Na fotografijah sem si zamislila koordinatni sistem, pri katerem so bile na osi X nanizane heliografske dolžine, kar je podobno kot geografske dolžine pri krajih na Zemlji, na osi Y pa heliografske širine, kar je podobno kot geografske širine pri krajih na Zemlji. Preko slikovnih pik sem določila oddaljenost pege od X in Y osi prvi dan in po 3 dneh. S pomočjo risb sonca, na katerih sem označila pego in vse količine, sem izpeljala enačbe za izračun ostalih količin, potrebnih za izračun pege, kot je na primer heliografska širina pege ali pa polmer sonca na tej heliografski širini. Ugotovila sem, da je izbrana pega ležala na približno 18 stopinjah južne heliografske širine. Njena hitrost je znašala približno 1,8 km na sekundo, kar je okoli 6400 km na uro. Preko te hitrosti sem določila tudi vrtilno dobo sonca, in sicer na 27 dni. Vendar pa pri tem izračunu nisem upoštevala, da se tudi Zemlja giblje okoli sonca, zato sem ob upoštevanju tega gibanja še enkrat izračunala vrtilno dobo sonca, in sicer na 25,1 dneva. Izračunani podatki se dobro ujemajo s podatki iz virov, torej je bila pot do izračuna pravilna, hkrati pa enostavna in razumljiva. S tem smo končali prvo letošnjo oddajo. Upam, da ste v naši družbi uživali. Adijo!